To so najbolj značilni posnetki kanala, kraja, ki leži na dveh bregovih reke Soče, povezuje pa ga znameniti kanalski most. Dvoločni kamniti most je simbol kraja in občine. Prvič so ga postavili že Rimljani. Most je bil v svoji zgodovini večkrat porušen, še posebej med Prvo svetovno vojno, ki je močno opustošila te kraje. Sedanjo podobo ima od leta 1920. Danes je najbolj poznan po znamenitih skokih. Ja, pri nas je to tradicionalna prireditev, ki pritegne obilo obiskovalcev. Letos se bojo pognali skakalci že v 23. iz mostu v reko Sočo. Bo pa letos zelo dosti zanimivosti, saj so naši skoki dobili letos novo preobleko in se bo ogromno dogajalo že od sobote popoldan pa vse do nedelje do jutranjih ur. Prav tako računajo, da bo te dni bolj obiskana tudi njihova plaža, ki so jo letos še posebej uredili mladi. Uredili smo gostinski objekt, uredili smo plažo, očistili in postavili splav. Mnoge mlade pa še bolj kot plaža pritegne zabava. Prav nocoj pripravljajo že 5. summer party. Letos smo povabili v goste dvojec iz sosednje Italije, ki je v lanskem letu nastopil na največjem festivalu elektronske muzike v Evropi na Tomorrowlandu in še ostale slovenske znane izvajalce elektronske plesne glasbe. Ljubitelje klasične glasbe vsako leto v kanal privabijo Kogojevi dnevi. Prvi petek v septembru pričenjamo s festivalom in potem nadaljujemo cel september in oktober. Seveda s presledki, ko odhajamo tudi na druga prizorišča, od Trsta pa do Rezije. Osrednje prizorišče kulturnega dogajanja v kraju je znamenita Kontrada. Kamniti trg, obzidan s tesno grajenimi stavbami, med katerimi je najstarejša gotska hiša. Tik ob njej je galerija Rika Debenjaka, v kateri je na ogled slikarjeva stalna razstava. To so dela Rika Debenjaka, ki jih je slikar podaril svojemu rojstnemu kraju. S posebnim poudarkom imamo letos na delih, ki so obogatila to zbirko, ki jo je slikar podaril. To so dodatno dokupljena dela v zadnjih 10 letih. Znamenite stavbe v kraju so še cerkev Marije Vnebovzete z delujočo sončno uro, občinska stavba, ki je delo Maxa Fabianija, grad, v katerem je bival celo Napoleon, in železniška postaja. Slednja je danes delno preurejena v muzej Prve svetovne vojne. Predmeti so večina ali samo izkopani, na teh predmetih ni dodana lesa, na kopite, na puške, na bajonete in to. Iz te izkopanine, če rečem, ali eksponati, so pa izkopani tle blizu od Krasa pa do Bovca. V kraju je sicer še več manjših muzejev, med njimi tudi najnovejši avtoštoparski. Tam vas prijazno sprejme najbolj znan slovenski avtoštopar. 308 tisoč kilometrov se je nabralo doslej z avtoštopom, to je kot da bi 7-krat obkrožil zemeljsko oblo. Seveda so taki rekordi, na katere sem ponosen, recimo 1800 kilometrov v enem dnevu sem preštopal, ali pa tudi recimo 1130 z enim avtom, direktno do Nizozemske. Seveda so pa tudi taki rekordi, na katere nisem ponosen, recimo 11 ur sem čakal na enem mestu, v Amstettnu v Avstriji in tega rekorda pa ne bi rad potolkal. Prihodnji konec tedna bo v kanalu tudi srečanje avtoštoparjev.